Na Ljubljanskem gradu sta državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in direktorica STO Maja Pak predstavila pomen in vlogo slovenske turistične borze pri promociji in trženju slovenske turistične ponudbe ter aktualne tematike slovenskega turizma. Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ob tej priložnosti izpostavil vpliv pandemije na slovenski turizem ter ukrepe in pomoč turističnemu gospodarstvu. Res je, nažalost, v zadnjih 2 letih, ko govorimo o turizmu, ne moremo mimo COVID-19, ki je seveda zamešal štrene marsikateremu ponudniku v turizmu, tako pri nas kot po vsem svetu. Mi smo seveda kot država in vlada takoj priskočili na pomoč v prvem koraku z namenom, da nam firme, ki delujejo na področju turizma, ne potonejo, da obdržimo čim več kadra, ki zna delati v turizmu in da bo naš sektor turizma pripravljen potem na ponovni zagon, kar se zdaj dogaja. V drugem koraku, ki je bil začet že v bistvu veliko prej, je en od ukrepov, ki ga zdaj počnemo, tudi ta današnja borza. To se pravi, mi gledamo ves čas tudi naprej, zato da takoj, ko se situacija normalizira in zdaj se in v prihodnje upamo, da se bo še bolj, da bodo te tuje agencije svojim gostom, ki bodo vstopali in poizvedovali kam na dopust, da bodo predlagali Slovenijo. Ampak v prvem delu, če odgovorim na vprašanje, smo za turizem pobarvali nekje 1 milijardo evrov sredstev skozi razne ukrepe. Ti ukrepi se še izvajajo, tako da izplačila so v tem trenutku še niso na milijardi, ampak za turizem in gostinstvo je skozi vseh 8 paketov in potem še čez dodaten zakon za turizem rezerviranih toliko sredstev. S tem, da je pomembno povedati to, da mi na ministrstvu nismo sredstva za turizem namenjali zgolj skozi ukrepe PKP, ampak tudi dodatno. Tako smo recimo za gostince v 2 pozivih namenili dodatnih 40 milijonov, ker gostinci so bili tudi tisti, ki so bili močno prizadeti. Poleg tega smo na našem podjetniškem skladu prilagodili razne razpise, dodatno dali 90 milijonov za brezobrestne kredite za podjetja, ki delujejo na področju turizma z 2-letnim moratorijem. Slovenska turistična borza je mednarodno prepoznavna in že vrsto let predstavlja najpomembnejši poslovni dogodek v slovenskem turizmu in odlično priložnost za utrjevanje že obstoječih in vzpostavljanje novih partnerstev predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva ter tujih organizatorjev potovanj in agentov. Dejansko te dni poteka v Sloveniji že 23. Slovenska turistična borza, to je največji poslovni dogodek v turizmu v letu. Lansko leto se žal zaradi pandemije ni izvedla, letos smo jo pa organizirali v povsem novi obliki, drugače, primerno trendom in na drugi strani tudi razmeram zaradi pandemije. Vesela sem, da kljub težkim razmeram oziroma situaciji smo uspeli v Slovenijo povabiti 82 predstavnikov iz agencij in pa organizatorjev potovanj iz 17 držav, od tega 80% novih agentov. Največ jih prihaja iz Nemčije, Italije, Avstrije, nekaj jih je skandinavskih držav, tudi iz Izraela, Amerike, tako da smo zelo zadovoljni. No in ta novost je ta, da smo letos organizirali borzo tako, da smo oblikovali 4 enodnevna študijska potovanja po 4 makroregijah Slovenije, se pravi Alpska Slovenija, Mediteranska, Osrednja Slovenija in pa potem Termalno-Panonska. 4 študijska potovanja na teh področjih in agentom skušamo predstaviti destinacije, produkte in na tem potovanju se jim pridružijo potem tudi slovenska podjetja, tako da gre za en preplet izkušanja doživeti in pa sklepanja poslov, se pravi konkretni sestanki poslovni med turističnimi partnerji. Osnovni namen poslovne borze je predvsem ta, da skušamo res tujcem pokazati Slovenijo, ponudbo, novosti,
hkrati pa, da se srečajo s ponudniki, da krepijo stike oziroma navezujejo nove kontakte in sklepajo nazadnje tudi posle. Smo pa tudi Slovenci dobro spoznali sedaj Slovenijo in rezultati so kar svetli in obetavni. Zagotovo, zaradi pandemije je dejansko, smo se usmerili v bližnje trge, domači trg. In jaz sem vesela, da smo dejansko edina država za tako rastjo domačega turizma v tem času, ki je deloma seveda lahko ublažil veliki spad tujih turistov. Prepričana pa sem, da marsikdo je na ta način spoznal Slovenijo, ki je prej ni poznal. Veliko novega se je tudi zgodilo, nove ponudbe na področju butičnih hotelov, glampinga, novih doživetij, skratka veliko vsega in to je priložnost, da Slovenci raziščemo Slovenijo, njene skrite kotičke, da smo v njeni neokrnjeni naravi in verjamem, da bo marsikdo se tudi vračal potem na počitnice v Slovenijo tudi v prihodnje. Torej ste zadovoljni in boste uspešno delali tudi naprej? Zadovoljni smo, upamo, da bo čim prej se stanje normaliziralo. Vemo, da bo okrevanje v turizmu kar trajalo, kajti šok, ki ga je turizem doživel, je največji v zgodovini in sedaj moramo vsi skupaj narediti vse, da panoga preživi, da stopi na pot okrevanja. Mislim, da imamo dobre osnove za to, kajti razvijali smo leta in leta trajnostni turizem, butični turizem in to je sedaj tista dobra osnova, da bomo povrnili zaupanje turistov nazaj.